Jaz ne vem, če obstaja že kakšen psihološki profil motociklista, ampak motor je en tak ego moment in ta ego te večkrat pelje v neka območja, kjer ni več fajn. Ne. Se mi zdi, da če bi se naučil obvladovati te situacije, je to velik plus. Čisten standarden primer, greš s frendom, ki ima malo hitrejši tempo. Ti si pravzaprav ves čas v težavah, ves čas na mejah, ne, stvari so dokazljive, kaj se zgodi, ko ti nekoga loviš. Kako se temu upreti? Osebno to prepričujem v veliki meri tako, da se zelo rad vozim sam. Kadar se vozim po dvoje, pač skupinskih voženj sploh ne maram, ker mi je skupinska dinamika tako trapasta, pa mestoma tudi nevarna. Vozim se pa z ljudmi, s katerimi imam približno podoben tempo, podobne navade, pa ki jim zaupam. Ne. Pa rad se vozim zadaj, ne. Ker ga slišim, če je on pojačal ven, ne pomeni, da imam jaz prosto pot, ampak to delam iz preventivnih razlogov, ker se zna zgoditi, da kakšen dan lovim tudi hitrejše od sebe. Ne. To se mi je lani zgodilo enkrat čez Skladje, vozil sem za dvema in po nekem trenutku sem ugotovil, da mi nevarno vozimo. Sploh za ta prvega mi je bilo blazno strah, ker je v nepregledne ovinke res počel neumnosti, ne, po nekih idealnih linijah, ki se, če bi prihajal traktor na cesto z druge strani, res ne bi dobro končale. Sem se v nekem trenutku odločil, da bom naredil pauzo in sem tam pri eni klopci na enem ovinku lepo stavil in ga pokadil. Ne. In pol sem lepo, brez pritiskov vrstnikov, nadaljeval pot. Se mi je zdela to fajn odločitev. Ne. Jaz ne vem, kakšne so statistike, ampak pri meni se je vedno zgodila nesreča ali na smučanju zadnjo furo ali pri mountain bikeu zadnjo furo. Pri motorju se tam ponavadi, ko so dolgi dnevi, v 5:30 popoldan začnem počutiti Jack Millerja, takrat se je treba znati ustaviti. Ne. Gre pa tudi čez leto to. Ne. Ko sem v teh dneh zdaj prvič prišel s tem na cesto, ne, se počutim tako slabo. Ne. Zaradi sebe, pa tudi zaradi ostalih. Ne, več dejavnikov je teh, ki vpliva na to. Ne. Itak te noben ne vidi. Pesek je posod. Ti si malo lesen, kar se asfalta tiče. Ne. Gripa še ne obvladaš, pa zdi se ti, da motor ful leti. Ne. Kar je spet problem, ker julija se ti pa ne zdi več, da to leti. Ne. Razmišljaš že o multistradi. Ne. Kaj, če bi imel 170 konj? Ampak hkrati je pa spet ta element tveganja, ne, da se pa počutiš ravno zaradi tega občutka, da vse postaja tvoja v bistvu neka sekundarna natura, da že vse reakcije potekajo s podzavesti, da je nek feeling, da si navožen. Te pa seveda zna to kdaj tudi prepričati, da bi kje še malo bolj nagnil, ne, ali pa kakšen podoben manever naredil, ki bi te pa popeljal izven cone udobja. Ne. Ker motocikli itak zmorejo, če je tehnika. Ne. Problem je, po mojem, tisti trenutek, ki se mi znajdemo iz cone udobja, ne, v neki situaciji, ki nam je pa malo tuja. Ne. Pa tukaj hitrost ni bistvena, lahko je to 35 na uro v eni fejst zapognjeni asfaltni serpentini, ne, kjer bi šel mogoče Marc Marquez 42, ne, tebi pa 38 tam čist preveč. Ne. Pa greš pod cesto. Jaz sem že enega hrošča enkrat prepolovil z motorjem, tako da hvala Bogu ni bilo nobenemu nič. Ne. Jaz sem poletel v koruzo, ampak od takrat naprej, recimo, to je bila ena zelo draga lekcija, ki se je poceni končala. Od takrat naprej nepregledne ovinke vedno vozim tako, kot da me za njimi nekaj čaka. Ne. Čisto vsakega.